A vi ste arheolog? Tako je, jaz sem arheolog. To so delavci sami izkopali sam z roko, zato ker to je kar velika luknja. Ne, to pa nismo skopali sami z roko, ampak nam je pri tem pomagal tisti stroj tamle zadaj. Bager. Tako. Mi to samo potem na roko počistimo in podokumentiramo. Kako pa določite kraj izkopavanja? Kraj izkopavanja lahko določimo na različne načine. Eden izmed načinov je ta, da že toponimi krajev sami govorijo o tem, da se je v preteklosti tam nekaj dogajalo oziroma da so ga poselili ljudje. A ta rumena naprava pa ugibam, da išče stvari pod zemljo. Ne, tale rumena naprava je teodolit ali totalna postaja, ki nam pomaga pri meritvah naših posegov in odkritih najdb. S kakimi napravami si pa pomagate pri izkopavanju? Te naprave so pa kar tukaj pred nami, sicer jih je kar nekaj. Ena najbolj značilnih je strgula. S tem postrgamo zemljino, zaradi tega, da namreč, ko se to izkoplje, je stvar precej umazana. In potem moramo to stvar počistiti zato, da dobimo pravi pogled. Tako da to je ena izmed najbolj značilnih stvari. Druga stvar, taka, brez katere si ne moremo misliti, je seveda meter. Ker moramo biti pri beleženju naših najdb precej natančni. In pa seveda gobice, ki nam pomagajo pri tem, da ko najdbo dejansko odkrijemo, jo na licu mesta tudi počistimo in preverimo, kaj dejansko je. Kjer je pa vaša največja najdba? Ena izmed največjih najdb, ki smo jo mi izkopali, bi nedvomno bilo prazgodovinsko naselje pod Grajskim gričem v Ljubljani. Pa če kopljete cel dan, koliko stvari najdete v zemlji? To je pa seveda popolnoma odvisno od tega, kje se nahajamo. Če gre dejansko za arheološko najdišče, se to dogaja zelo pogosto. Če se pa nahajamo recimo na prostoru, kjer arheološkega najdišča ni, je pa to prava redkost. Kaj vse ste pa že najdeli tukaj? Na tem prostoru smo odkrili pa večje število odlomkov lončenine, tako iz rimskega kot tudi iz prazgodovinskega časa. No, sedaj se nahajamo na prostoru, kjer smo ga arheologi določili za potencialnega za arheološke najdbe. Na začetku nam je pomagal bager pri tem, da smo prišli do želenih globin. In sedaj začnemo kar pri profilu oziroma preseku. Najprej ga lepo počistimo, zaradi tega, da prepoznamo v njem različne sloje, ki nam o razvoju tega prostora ogromno povejo. Najprej vidimo tukaj travno rušo in vse do tega sloja je stvar popolnoma preorana. To pomeni, da na tem mestu nekih arheoloških ostalin, ki bi bile na svojem mestu, originalnem, ne bomo odkrili. Zaradi tega, ker so jih z oranjem že v preteklosti uničili. Preorali so pa seveda zaradi tega, ker je tukaj za nami vinska trta. Kako se s tem dela? Samo z špico, lepo počasi, odkrivaš sloj po sloj. Tako, odlično. Ker če slučajno bo tu kakšna arheološka najdba, se bo zemlja preprosto odlepila od nje in arheološka najdba bo skočila na plan. Nek sem najdel. Aha, no pa pogledajmo. No, kaj bi bilo to? Ploščica. Ploščica, ne? Ni precej stara zadeva še, ne? No, veliko večkrat, ko neke arheološke najdbe starosti prazgodovine ali pa rimske dobe, seveda dobivamo tovrstne najdbe oziroma fragmente sodobnih zadev. Kje pa tale kamen? Aha, no, tole je pa ena lokalna kamnina, en odlomek lokalnega kamna, ki je ravno kar bil sveže odlomljen, kar se vidi po tem svetlem robu, tule, in ne predstavlja arheološke najdbe, ampak gre za naravno tvorbo. Kaj bi bilo to? Mogoče so kakšne posode. Tako, to je odlomek prazgodovinske lončenine. Kdaj pa je bil čas prazgodovine? Pred našim štetjem. Globoko pred našim štetjem, ne? No, da boste imela malo predstave o tem, kaj mi pridobimo iz teh kosov, bomo stopili kar tjale. Namreč, ko arheologi najdemo več tovrstnih kosov, jih na to počasi in s trudom sestavimo v tovrstne posode. Tule vidite eno tovrstno posodo, ki je sestavljena iz različnih kosov, ki so med seboj zlepljeni. A ta kos pa še zraven? Tako, tudi ta kos pa še zraven. No, tale posodica je pa stara 3000 let in sicer je nastala okoli leta 1000 pred našim štetjem. In to je en tak izbor teh arheoloških najdb. Katera vam je pa najbolj dragocena od teh? Najbolj dragocena, vsaj meni, je tale zapestnica bronasta iz rimske dobe.